večer, Gospod, hvala ti za vsakega izmed nas. Hvala ti, da si ti samo dober. Hvala ti za tvojo milost. Hvala ti za vse, kaj si naredil in še delaš. Hvala ti za tvojo prisotnost. Aleluja. Aleluja. Ja, naš Bog je mogočen, Bog oblat, brez ljubezni smo drugostja in nočjo. Naš Bog je mogočen, naš Bog je mogočen, Bog oblat, brez ljubezni smo drugostja in nočjo. Naš Bog je mogočen, Bog oblat, da v svoji slavi oblat, da v svoji slavi oblat, v svoji slavi, ker naš Bog je mogočen, Bog. Ja, naš Bog je mogočen, Bog oblat, da z ljubeznijo smo drugostja in nočjo. Naš Bog je mogočen, Bog je mogočen, Bog oblat, da z ljubeznijo smo drugostja in nočjo. Naš Bog je mogočen, Bog. Naš Bog je mogočen, Bog. Obvlada, obvlada v svoji slavi, obvlada, da v svoji slavi, obvlada, da v svoji slavi. Naš Bog je mogočen, Bog. Obvlada, da v svoji slavi, obvlada, da v svoji slavi, obvlada, da v svoji slavi. Naš Bog je mogočen, Bog. Ti vladaš v svoji slavi, ti vladaš v svoji slavi, ti vladaš v svoji slavi, ker naš Bog si mogočen, Bog. Bog si mogočen, Bog. Ja, Jezus, haleluja. Ja, Jezus, pribujemo tvoje ime, haleluja. Haleluja, Jezus, ti vladaš, haleluja, nad visoko želo, haleluja. Vladaš nad nami, haleluja. Nad našimi življenji, haleluja, Jezus. O, haleluja, Jezus, katarabare, delabere, katarabakaraja. O, haleluja, dobrodošel si, sveti Duh. Dobrodošel si, dobrodošel si. O, haleluja, Jezus, o, napolni svojim ognjem, Gospod, naj gorimo, haleluja. Moje srcu je sveti in ogenj, moje srcu gori, prevzema sveti Duh. Moje sveti Duh in ogenj, moje srcu je sveti Duh in ogenj, moje srcu gori,
srcu je sveti duh i oganj, mojem srcu gori, prezrema, veseli duh. Naj gori, sveti duh i oganj, mojem srcu je sveti duh i oganj, mojem srcu gori, prezrema, veseli duh. Črte sovražnika razobiva mi, strategija sveti duh odkriva mi. Življa veselo Boga, dela čudeže in znamenja. On je sveti duh i oganj, mojem srcu je sveti duh i oganj, mojem srcu gori, prezrema, veseli duh. Hvala ti, Jezus, haleluja. O, naj gori tvoj duh, Oče, haleluja. Sveti duh i oganj, naj gori tvoj oganj, naj gori, o, naj gori. Onaj vse zažge, onaj zažge, vse smeti. Naj gori, sveti duh. Hvala ti, Jezus, haleluja. Oče, hvala, da delaš svoje služabnike, da plamo roke, haleluja, Oče. Oče, da mlačnost tega sveta ne more priti noč, haleluja. Naj gori sveti duh, naj gori, naj gori sveti duh. Sveti duh i oganj, mojem srcu je sveti duh i oganj, mojem srcu gori, prezrema me sveti duh. On je sveti duh i oganj, mojem srcu je sveti duh i oganj, mojem srcu gori, prezrema me sveti duh. On je sveti duh i oganj, mojem srcu je sveti duh i oganj, mojem srcu gori, prezrema me sveti duh. Haleluja, naj gori u nas, haleluja. Haleluja, Jezus, naj se spusti tvoja slava na nas, haleluja. Haleluja. Naj se sovražniki razkropijo.
Hvala ti, Jezus, vesel si okovi raztopijo. Moče 3 tedne nazaj sta dva dobila med slavljenjem sliko vulkana, ki je izbruhnil in začela teči lava. Bog je rekel, jaz hočem spet pretrest, ker želim, da ste pripravljeni, da je vaše srce na trdnih temeljih. In tisto, kar ni na trdnih temeljih, ko se bo zatreslo, bo pač zrušilo se. In moče se včasih malo premalo zavedamo, da je to res čas, ki pride Gospod po svojo nevesto. In ko smo danes peli v slavljenju in ko je bila omenjena njegova slava, je bil trenutek, ko se skoraj nisem mogel zadržati na nogah. Ker mislim, da se ne zavedamo, da ko bo on prišel, mislim, da ne bomo mogli tako biti čist hladnokrvno ali neki. Mislim, da takrat mislim, da bomo padli na kolena, da bomo mogli zdržati. Spet so bile moje molitve uslišane, ko sem molil za svojo sestro. Molil sem že, ko sta s partnerjem, ki ga ima zdaj, pač naj bi imela otroka, pa je pol bil splav. In sem takrat molil, da bi jih Bog blagoslovil s otročkom in to. In zdaj vsa nosečnost, ki je, poteka vse super. To je prva stvar. In vedno molim tudi, da se jih pač Bog dotakne in da jih začne obračati njihova srca proti sebi. In zadnjič me je klicala sestra in mi ful dolg razlaga, kako je kupovala voziček in to. In jaz sem bil že tako malo, ja. In potem v bistvu pride do tega, da je voziček, ki ni bil več na voljo, ki ni bil več na zalogi in so rekli, da ga ne bojo več dobili, je rekla, da je potem nekaj govoril, da mora še enkrat poklicati v baby center. In je poklicala in so imeli točen ta voziček, točen to barvo, ki so rekli, da jo ne bo več, samo še enega, ki je bil razstavljen, pa 3 dni nazaj, ki je bila tam, ga ni bilo razstavljenega. In sem rekel, Bog te kliče. In pa je rekla, ja! In pa mi je začela razlagati, kako se ona zdaj pogovarja z njim in da res se stvari dogajajo in da ga pros in to. In pol sem jaz itak imel še zapovedati cel kup stvari. Ampak ja, če mi verujemo, lahko verujemo mi za druge in lahko verujemo, da se jih bo Bog dotaknil. Ker piše, da veruj in rešen boš ti in tvoja hiša oziroma družina. Ne? Amen. Glory be to God. Thank you, Uroš. Slava Bogu Gospodu, hvala Uroš. It's another day in the presence of God. Je še en dan v njegovi prisotnosti. I decided to take you to Africa with my dressing. Odločil sem se, da vas popeljem v Afriko z mojo obleko. This is called Ankara. To se imenuje Ankara. It belongs to the Yoruba region, which I belong to in Nigeria. Pripada regiji Aruba, z katerega področja on prihaja. Yeah. Thank you. Shortly, we just want to give our offering. We should package our offering and tithe. Na kratko bomo podelili naše daritve. We have something, just a verse for you this evening. Imamo vers iz Biblije. It is important that any offering that is given with understanding produces fruitfulness. Vsaka daritev, ki se daje z razumevanjem, proizvede plodovitnost. So we are going to give our offering this evening with understanding and the remembrance of the word of God. So današnjo daritev bomo dali z razumevanjem. In the book of Genesis chapter 8 verse 22. V 1. Mojzesovi 8:22 it talks about time and season. Govori o času in o sezonah.
So it says that while the earth remains, Pravi, dokler bo trajala zemlja, seed time and harvest time, ne setev, ne žetev, cold and heat, ne mraz, ne vročina, winter and summer, ne poletje, ne zima, day and night ne dan, ne noč shall not cease. ne bodo prenehali. The Bible verse is telling us that in life there is always time for sowing and there is time for reaping. Ta biblični verz nam pravi, da je vedno čas za sejanje in čas za žetev. So when we give our tithe, when we give our offering, we should remember we are sowing. Torej, ko dajemo svoje daritve, se moramo spomniti, da takrat sejamo And harvest will surely come for us in return in in Jesus' name. žetev bo vsekakor sledila. May we bring out our offering as we honor our Creator in Ko Jesus' slavimo name. svojega Gospoda, bomo vzeli daritve. Thank you. A se imate dobro to poletje? Haleluja. Jaz mislim, da bi bilo škoda časa, če se ne bi imeli dobro. Amen? A se strinjate z mano? Ker tako dvakrat boš še tako trepnil z očmi, pa boš 10 let starejši. Pa še Jaz sem šele letos poštekel, da sem že čez 40. Čeprav sem že več kot 10 let čez, ampak zdaj sem šele poštekel. Jaz pa 12 do 15 let zamujam tako s svojim razumevanjem. 25 sem bil ful dolg star, ful dolg. Vsaj 20 let sem bil star 25. Pa sem pa le en dan videl, da nisem več. In rec bomo sedel, ne zgubila časa. Haleluja. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Jaz verjamem, da Bog dela velike stvari. Haleluja. Amen. Zato, ker je velik Bog. Amen. Naš Bog je ful velik. Amen. Ti nimaš enega majhnega Boga, da bi prah iz njega brisal, pa ga dal nekam na polico. Tvoj Bog ti bo skuril uno polico, če ga boš gor dal. Amen. On ne more ustati samo v tvoji sobi. Dajmo si pogledati, danes imam besedo, ko sem dobil v molitvi, ko smo šli v Prevalje in pol v Šentjurju in zdaj tukaj. In verjamem, da če jo boš sprejel, greš lahko na nov nivo. Haleluja. Amen. Jaz verjamem, da Bog lahko zdaj danes nekaj naredi v tvojem življenju. Haleluja. Amen. Jaz verjamem, da zdaj lahko nekaj premakneš. Haleluja. Amen. Dajmo si pogledati 4 lekcije od 4 gobavcev. Haleluja. V 2. Kraljev 7. 2. Kraljev 7. Si poglejmo lekcijo, ki nam lahko spremeni življenje. Haleluja. In verjamem, da jo bo Bog uporabil. Prva pa druga knjiga kraljev je v bistvu ena knjiga, ki govori o izraelskih kraljih in če jo bereš, boš videl ena najbolj groznih poglavij v celem Svetem pismu, ker kralji so ga dosti biksali, dosti so tako po svoje delali in potem so vedno šli v ujetništvo, v probleme in sovražnik jih je uničeval. In potem so se obrnili na Boga in so tako imeli prebujenje, Božje delovanje, cel žur z Jezusom in čim jim je bilo the best, so spet nehali iskati Boga in so šli spet še v večjo temo kot prej. In to je cela drama čez prvo pa drugo kraljev, ampak več je tako drame kot komedije. Več je kriminalke pa grozljivke, kakor romantike pa komedije. In pač v Novi zavezi piše, da vse pa nam za zgled pisan, kako naj mi živimo. In Jezus je kralj kraljev. Amen. On je kralj nad kralji. Haleluja. In a veš, nad katerimi kralji je on kralj? A je to kralj Danske, pa Anglije, pa Švedske, ali nad katerimi kralji je Jezus kralj? Recimo mu se usedel na tabo. Amen. Zato, ker piše, da smo mi njegovi kralji in duhovniki. Amen. Zato mi kraljujemo. Piše, če je po pregrehi enega človeka greh kraljeval nad celim svetom, koliko bolj bo zdaj Božja milost kraljevala
ki smo mi sprejeli Jezusa, amen, po Jezusu Kristusu. Amen. Tako da ti si zdaj v tej vlogi, da pripelješ Boga v Slovenijo, haleluja. Amen. To je zdaj naš job, haleluja. Dajmo si zdaj to pogledati v 7. poglavju in zdaj bomo celo poglavje šli skozi. 2. Kraljev 7. Tako govori Gospod, jutri ob tem času bo pri samarijskih vratih merica bele moke po 1 šekel in 2 merice ječmenove moke po 1 šekel. Se pravi, Samarija je bila obkoljena, noter so se skrivali za obzidjem, Amorejci so jih napadali, zato ker niso sledili Boga. In čim ne slediš Boga, imaš odprta vrata za sovražnika. In sovražnik jih je obkolil in je čakal, da jih pobijajo. Zato je bila strategija, da jih obkolijo, dokler ne bojo toliko lačni, da bojo mogli ven pridati. In lakota je bila huda, ven niso mogli, noč so umirali, brezizhodna situacija. Oni so bili čist brez rešitve. In potem pride Božji človek, prerok, pa jim napove, jutr bo konc lakote. Wow, noro, haleluja. A je tako, včasih ti je težko verjeti, da se bo ena dnevu vse spremenilo, če si pa ful dolg imel probleme. Je tako. In pol si se toliko navadil na probleme, da sploh ne verjameš Božji besedi, haleluja. Cerkev, mi živimo po Božji besedi, haleluja. Poglej si zdaj naprej, 2. vrstica. Pribočnik, na čigo roko se je kralj opiral, pa je Božjega moža zavrnil in rekel, tudi če bi Gospod odprl zapornice na nebu, mar se bo to res zgodilo. Se pravi, on sploh ne verjame. Pravi, tudi če bi Bog obstajal, to se ne more zgoditi. Bog je premajhen, da bi se to zgodilo. Bog ne more rešiti. In to je problem. Če misliš, da si v taki situaciji, da ti tudi Bog ne more pomagati, potem veš, da verjameš laž, haleluja. Veš, da te je sovražnik začaril, haleluja. On pa je rekel, na svoje oči boš videl, jedel pa tistega ne boš. Sprav, prva lekcija, ki se moramo naučiti, je, da če ne bomo verjeli, ne bomo imeli, haleluja. Amen. Če bi rad imel, moraš verjeti, haleluja. Amen. Moraš verjeti. Rec bomo sedu, samo veruj, haleluja. Meni je vsem koliko dolg, že verjameš, pa se ni zgodilo. Če že ful dolg verjameš, pa se še zdaj ni zgodilo, pol samo veruj. Amen? Samo veruj. Daj stran dvom, daj stran strah, daj stran slabo razmišljati, daj stran nevero, haleluja. Še naprej verjem. 3. vrstica. Pred mestnimi vrati so bili 4 gobavci. Rekli so drug drugemu, ali bomo tu sedeli, dokler ne pomremo. Če rečemo, pojdimo v mesto pa je lakota, bomo tam umrli. Če pa ostanemo tu, bomo tu umrli. Zdaj torej pojdite, prestopimo v aramski tabor. Če nas bodo pustili pri življenju, bomo živeli, če pa nas usmrtijo, bomo pač umrli. Se pravi, to je slika nas. Amen. To je slika novourejenih vernikov, ki smo v očeh tega sveta ful zaničevani, eni nas imajo za idiote. Ne vem, kako je bo s tabo, ampak jaz sem vse svoje prijatelje zgubil, ko sem sprejel Jezusa. Jaz naenkrat na žure več nisem bil povabljen, ker sem bil moteč faktor, razumete? Jaz naenkrat, ko so me ljudje videli iti po ulici, so šli po drugi ulici okoli, te moji stari frendi, ki so vedeli pač, da sem luč. Zato, ko sem prišel na žur, ko je join do mene prišel, sem ga dal naprej. In sem bil bolj vesel, kot vsi oni, ki so bili zadeti, haleluja. In pol sem jim do jutra pač pridigal evangelij, kaj ne pa drugega. In govorim. Haleluja. In pol eni so sprejeli Jezusa, te so pol bili še moji prijatelji, ampak večino sem jih zgubil. In tako smo mi dostikrat, tako kot gobavci v svojih družinah, tako. Moja starša sta čist zgubila smisel življenja, ker naenkrat prej sem študiral ekonomijo, imel neko kariero, zdaj pa grem na Hrvaško teologijo študirati. Odštekan, noro, pa sami ateisti. Razumete, naenkrat postaneš gobavc med ljudmi, ki so ti najbližji. Tako. Naenkrat te pač izločijo iz svoje sredine, ampak ne ti povem, haleluja,
ti si najbolj nevaren, ker nimaš kaj za zgubiti. Amen? Takrat si najbolj nevaren. Če imaš ful za zgubiti, pa boš vedno v enem kompromisu. Ti ne moreš se uklepati smrti, pa biti poln življenja. Haleluja. Amen? Dajmo se naučiti iti ven iz položaja smrti. Razumeš? Oni so šli ven iz tle, ker bojo itak umrli. Amen? Itak, slej ka prej, vse zgubiš, ampak boljše, da vse zgubiš zaradi Jezusa, ko boš pol vse dobil nazaj, pa ful boš nagrajen. Amen? Jaz sem rekel, kdor pa hoče ohraniti svoje življenje, bo pa itak vse zgubil. Amen? Ko vse, kar si kopičil, bo vse zgorel na koncu. Amen? Kaj ti korist vas ugled ljudi, ki so pač sovražniki Boga? Amen? Boljš, da te ima Bog rad. Amen? Rad se vpraš, ali sem na Božji strani. Haleluja. Amen? Recimo mu sosedu, zapust mrtve stvari. Haleluja. Moraš se naprej premakniti. Haleluja. Gobavci ne bi preživeli, če ne bi zapustili tist, pa šli v napad. Amen. Najmanj kvalificirana vojska je bila najbolj uporabljena od Boga. Haleluja. Amen. A ne piše, da Bog si je izbral to, kar ni nič, da osramoti tiste, ki so neki. Haleluja. Amen. Zakaj si je Bog tebe izbral? Haleluja. Zato, ker si ful inteligenten, ful imenitna oseba, ful imaš velik vpliv. Haleluja. Vsi te poslušajo. Haleluja. Ko odpreš usta, ti rdeč tepih prinesejo. Ne, haleluja. On te je izbral zato, ker nimaš pojma. Haleluja. Ko hoče se on čez tebe hvaliti. Amen. Hvala ti, Jezus. Ob mraku so ostali in šli proti aramskemu taboru. Ko pa so prišli do konca aramskega tabora, glej, ni bilo tam nikogar. Gospod je namreč storil, da so v aramskem taboru slišali ropot bojnih voz, topot konj in hrup velike vojske. Pa so rekli drug drugemu, glej, Izraelov kralj je najel hetejske in egipčanske kralje, da pridejo nad nas. Zato so ob mraku vstali in pobegnili. Haleluja. Se pravi, Bog bo povzročil, da si ful bolj močen, kakor je res si. Amen? Ko greš ti v akcijo, on naredi vse okoli tebe, kar je treba. Haleluja. Amen? A ste opazili to? 4 gobavci imajo moč mogočne vojske. Haleluja. Samo 4 gobavci. Haleluja. Amen? Danes je več kot 4 gobavci tle. Amen? Recimo sedu, še upanje za nas. Haleluja. Se pravi, Bog bo naredil iz tebe veliko več, kolikor je mogoče. Amen? Zato nikoli ne gledati, kdo si ti. Haleluja. Vedno, ful ljudi se bliža Bogu, pa razmišljajo, kdo so oni, kako jim gre, koliko so duhovni ali koliko so neduhovni. Ti razmišljaj, kdo je Bog, ko priješ k njemu. Amen? Razumeš, da drugače mu sploh po volji ne moramo biti. Mi moramo gledati na njega in njegovo ime, El Shaddai, je Bog mnogoprsni, ki poteši vse naše potrebe in njegovo ime, vsemogočni, je ime, ki zahteva, da ga slavimo kot vsemogočnega Boga. On, že to samo ime, ko ti njegovo ime izgovoriš, se zahteva, da ko si prišel k njemu, da si prišel k vsemogočnemu Bogu. Ne enemu luzerju, ne enemu starčku, ki te bo s palcem po glavu udaril, če nisi bil dosti dober. Ampak nekomu, ki ima vse za tebe. Amen? Ki je na tvoji strani. Amen? Zatem so se vrnili v drug šotor, odnesli od tam stvari. Pardon. Gremo eno višje, v 7. vrstico. Pustili so šotore, konje, osle, tabor, kakor je bil, in zbežali, da si rešijo življenje. Ko so torej tisti gobavci prišli do konca tabora, so šli v neki šotor, ter jedli in pili, nato so tam odnesli srebro, zlato, oblačila, ter šli in to poskrili. Se pravi, to moraš vedeti, to je en duhovni zakon, je, da vedno, ko zmagaš, dobiš plen. Vedno, čim greš ti v bitko, pa zmagaš, boš dobil nagrado. Amen?
Hebrejcem 11:6, Bogu je nemogoče biti všeč, razen po veri. In ta, ki išče Boga, mora verjeti, da ga bo Bog nagradil, če ga išče. Amen? Se pravi, ti dobiš nagrado, ko imaš zmago. Kaj piše v razdetu? Temu, ki zmaga, dam nagrado, bo sedel z mano, haleluja. Ta bo dobil venc, razumeš, zmago, vedno, ko greš ti v bitko, v veri si zmagovalec, haleluja. In boš pobral svoj plen. Amen? Tebe čaka nagrada, haleluja. Kar ti hudič ukradel, boš dobil nazaj, haleluja. Zatem so se vrnili in šli v drug šotor, odnesli v tam stvari ter šli in jih poskrili. Se pravi, najprej so iz prvega šotora se fajn najedali, napili, si naredili zaloge zlata in srebra, če bo spet daj kriza, da bo imel dost. In gre v drug šotor in naredijo isto. In takšni smo mi, tako. Najprej za sebe tako poskrbimo. In pol smo spet še blagoslovljeni in še bolj za sebe poskrbimo. In pol, če to ne nehaš, nikoli ni konca, ker nikoli ne boš imel dosti. A veste, kaj je duh siromaštva? Duh siromaštva je neomejen na to, koliko imaš ti denarja ali pa nimaš denarja. Duh siromaštva ti govori, da nimaš dosti. Tudi če imaš 20 milijonov, nimaš dosti. In pol jih skrivaš in ne vem, kva dela z njimi. In kolikor imaš, nikoli ni dosti. In skozi se bojiš, da jih boš izgubil. In to je res. Ko piše na zemlji, zato je Jezus rekel, nabirite se zaklade v nebesi, kjer moli nrja, kjer tat ne spodkopava in moli nrja ne razjedata. In to je res, vse zaklade na zemlji, tudi če si jih dal v banko, lahko banka propade. Lahko je, razumete? Vse živo se lahko zgodi. In oni spet skrijejo. 9. vrstica. Tedaj so rekli drug drugemu, ne delamo prav. Ta dan je dan veselega oznanila. Wowoj, kakšno razodetje. Wowoj. Naenkrat, in kaj je veselo oznanilo? Evangelij, haleluja. Razumete, to je evangelij, haleluja. Da imaš vsega dost, najedel si se, napil se, priskrbljen si. Haleluja, prej si bil pa gobavc. In zdaj je videl, wow, to je veselo oznanilo, to je evangelij, haleluja. In kaj moramo narediti, haleluja? Ne delamo prav. To je dan veselega oznanila, haleluja. Se pravi, to je lekcija, ne biti pohlepan, ko te Bog blagoslavlja. Ne postati pohlepan, ko si blagoslovljen, haleluja. Ker dostikrat človek pride k Jezusu, Bog ga blagoslovi, ful napreduješ, potem pa rataš pohlepan in pozabiš, da si bil blagoslovljen zato, ker si na Boga obrnil in si dal njega na prvo mesto, zdaj si pa ti na prvem mestu. In dostikrat ljudje ful zabredejo pol. Dostikrat se ful borijo proti Bogu na koncu taki ljudje, ki postanejo ful zagrenjeni. Razumeš, da korenina vsega zla je srebroljubje, ljubezen do materialnih stvari. Haleluja. Reč samo sedu, ne postati pohlepan, ko te Bog blagoslavlja. Haleluja. Bolj, ko si blagoslovljen, več moraš dajati, haleluja. Amen. Več, haleluja. Ker če ne boš dajal, ne delaš prav, haleluja. Ne delaš prav, ker nisi blagoslovljen sam, da za svoj rit skrbiš. Amen. In da si še več kopičaš. Rajš poglej, kje so potrebe, pa investiraj v ljudi. Investiraj v cerkev in v ljudi, haleluja. Amen. Ful slabo amenate. Haleluja. Mogoče to dobro, res ne vem. Mogoče boš, da razmišljate, haleluja. Amen. Poglej zdaj 9. vrstica. Če bomo molčali in čakali do jutranjega svita, amen, kolikrat si rekel jutr, redko, bom jutr. Če bomo molčali in čakali do jutranjega svita, nas bo doletela kazen. Zato pojdite, pridimo in povejmo kraljevi hiši.
In tukaj je lekcija ne zavlačevati v delanju dobrega. Haleluja. Amen? A lahko rečeš sosedu, ne zavlačevati v dobrih delih. Haleluja. Če je nekaj dobrega lahko narediš, takoj naredi. Ker jutri bo prepozno, jutri se ti ne udal. Jutri boš imel celo vojsko Asircev na svojem dvorišču. Amen. Zdaj, ko imaš to željo, zdaj naredi. Haleluja. Amen. Ne zavlačevati. Haleluja. Prišli so, poklicali mestne vratarji in jim sporočili. Se pravi, takoj so šli v akcijo. Amen, takoj. In spet so riskirali svoje življenje. Ker oni se ne smejo pojaviti sploh v javnosti. 12. vrstica. Kralj je vstal po noči in rekel svojim služabnikom, naj vam sporočim, kaj so nam storili Aramci. Vedo, da trpimo lakoto, zato so šli iz tabora, se poskrili po planjavi, rekli, kadar pridejo iz mesta, jih ujamemo žive in potem pridemo v mesto. Se pravi, ljudje, kralj ne sprejema njihovega sporočila, ki je preveč dober. Kralj misli, da so jim Aramci zastavili zasedo, da jih hočejo zbezati ven iz mesta, češ, da jih tam vse čaka. In a ni dostkrat tako, ti imaš rešitev za ljudi, oni pa mislijo, da jim nakladaš nekaj. Ali pa da jim boš nekaj prodal, da boš nekaj nazaj hotel od njih. In se ne upajo sprejeti, haleluja. Ali pa mislijo, da jih boš nekaj ugolfal, ali da si nor, ali Cerkev evangelij je res, preveč dober, da bi bil res. Ampak je res. To je edina stvar, ki je preveč dobra, da bi bila res, pa je res. Druge stvari so pač prevare, ki se preveč dobro slišijo. Evangelij je pa resnica, haleluja. Toliko je dober, da že ko misliš, da veš, kaj je, še veš čist malo, ki je še boljši. Amen, spet imamo to knjigo Resnična narava Boga. Če kdo še to še ni prebral, si jo vzem, haleluja. Ker ne vem, koliko dolg jih bomo še imeli. Ampak to je res razodete, ki ga je Bog dal Andrew Womaku, koliko je Bog nenormalno dober. In to moraš razumeti, če ne boš težko hodil v svobodi, pa v veri, če boš pač imel drugačno mentaliteto. Jaz sem užival v učenju Boštjana, ko sem zadnjič poslušal, ko govori o svetosti, ampak čez to prizmo brezpogojne Božje ljubezni, haleluja, in milosti. Amen. Ker drugače tak ne deluje. Se pravi, kralj ima ful problem to verjeti in zdaj naredi eno modro stvar v 13. vrstici. Eden izmed njegovih služabnikov je odgovoril in rekel, naj vzamejo teh preostalih konj, ki so ostali tam, ali se jim zgodi kakor vse Izraelovi množici, ki je ostala tam, ali kakor vse Izraelovi množici, ki je poginila. Pošljimo sle, da vidimo. Uroš, ali oddaš na mute vse druge kanale, razen tega, čez katerega govorim. Haleluja. Ok, se pravi, on je ful pametno naredil. Podobno, kot je Bog Mojzesu govoril, ne pošlje uglednike v deželo. Ne se prepričajo, da vidijo, če je res tako. In 16. vrstica, se pravi, oni so se vrnili nazaj, videli so, da je res tako. In 16. vrstica, tedaj ljudstvo udrlo iz mesta in oplenilo aramski tabor. Se pravi, 4 gobavci so odprli prostor za celo mesto, da pride Helusu, haleluja. Amen. Za celo mesto, da se naje, haleluja. Amen. 4 gobavci, haleluja. Cerkev, to je naša naloga. Mi moramo odpreti deželo za celo mesto, haleluja. Amen. Za vse nevernike, za vse kristjane, ki se jim ne da več, haleluja. Mi moramo vztrajati do konca in vzeti plen, ki ga je Bog pripravil. Amen. Ti moraš verjeti v prebojenje, haleluja. Amen. Moraš ga nositi, moraš biti del tega, haleluja. Amen. 4 gobavci, cerkev, so odprli vrata priskrbe za cel narod, haleluja. In Bog večinoma deluje tako preko ostanka svojega ljudstva. Posebej tako, ko Izrael zabrede, jih pol ene par not najde, ki so v redu in čez njih naredi celo reformacijo. Recimo v sedu, to si ti, haleluja. Amen, to si ti si eno od teh, haleluja. Haleluja, ti si eno od teh šampionov, haleluja. Mene vsem, kako zgledaš.
ker je važno, kako tvoj Bog zgleda. Amen? To je važno. Kjer ga Boga imaš, haleluja. Poglej zdaj to, 16. vrstica. Merica bele moke je bila po 1 šekel in 2 merice ječmenove moke po 1 šekel. Po Gospodovi besedi. Amen. Kako je prišla rešitev? Po Gospodovi besedi. Haleluja. Amen. Kaj ti verjameš? Božjo besedo. Če verjameš Božjo besedo, pol sprejmeš rešitev. Haleluja. Amen. Kaj je rekel Elizej? Jutr bo rešitev. Jutr bo hrana pocen. Jutr bo hrana na razpolago, z drugim besedam. In kaj se je zgodilo? Je točno tako po Gospodovi besedi, haleluja. Amen. To je prerok, haleluja. Kako veš, da je prerok ta prav? A kdo ve, kaj je resničen test preroka? A kdo ve, kako veš, da je prerok imel prav? Da se izpolne to, kar je rekel, haleluja. Jaz imam toliko enih prerok, ki so čist napačne. Posebej, če je prerok dal datum na prerokbo, ki mi jo je rekel. In lahko sam rečem, da ima človek srečo, da smo v novi zavezi. Ko v stari zavezi bi ga mogli kamnati. Ampak v novi zavezi pač se še učimo, tako. In pa prerokujemo en čez drugega. In Božja milostnost, tako to laž, haleluja. Ampak, haleluja, Božja beseda pa nikoli ne zgreši. Amen? Haleluja. Amen. Kaj ti je Bog rekel? Ni me po Elizaju Bog rekel, da je lahko te konc. Kaj je te Bog rekel? Kjero besedo ti verjameš, haleluja. Amen? A je Bog tebi kaj govoril, haleluja. A si kaj prebral v Svetem pismu, da veš, da ti je Bog govoril, haleluja. Amen? A imaš kakšne stvari, da veš, da ti je Bog govoril, haleluja. Drž se tega, haleluja. Jaz sem včeraj svojega sina poklical, ko sem nekaj molil za njega in pol mene vedno zanima tako, če se on drži Jezusa, haleluja. Ne samo kako mu gre, razumete? Meni ful, in sem pol ful bil vesel, ker sem videl, da se drži Božje besede, pa vse, kar rab v življenju, se na Boga obrne in gre čez citat na dan in tako naprej. In haleluja, amen. Cerkev ne moreš uspeti, če ne daš Božje besede v svoje življenje, haleluja, amen. Če ne govoriš Božje besede, če ne veš, kaj Bog govori, kako boš uspel? Nemogoče. Vodno boš po svojih emocijah, amen, po svojih bolečinah in trpljenju. In pol bo če dalje slabš. Ker mi, recimo, zgodbe, prve pa drugo kraljev nas učijo, da čim oni se obrnejo po svoji in nehajo dati Boga na prvo mesto in njegovo besedo, gravitirajo v zlo. In to ful. In isto z nami, cerkev, če damo Božjo besedo ven iz svojega življenja, molitev ven iz svojega življenja, bomo gravitirali v zlo. Razumete? Posebej zdaj, ko smo že ful hudičev rad zbrcali, ko smo mu že ful pokradali enih duš, pa ljudi, pa stvari. Amen? Mi smo ful že celo štalo naredili v Sloveniji. Amen? Od Prekmurja do Primorske, samo štalo delamo hudičev. Ful smo mu dušu ukradli, haleluja. Amen. On, ko nas vidi, se samo na Trubarja spomni in mu kar slabo rata. A razumeš, da ne boš mogel nadaljevati brez Boga pa njegove besede. Amen. Če boš to dal na drugo mesto, boš gravitiral v zlo. To je normalno, haleluja. Amen. Jaz, če koga dolg ne vidim, pa človek ni bil v cerkvi, gravitiral v zlo, on ne zgleda ful boljš, kot na zadnje, ko sem ga videl. Ampak ful slabš. Amen. Medtem, ko se pa mi skozi obnavljamo, amen, naša moč narašča, ko hodimo z Gospodom. Amen. Haleluja. Se pravi, recimo v sedu, živiš po Božji besedi. In poglejmo si 17. vrstico.
kralj je pribočnika, na čigo roko se je opiral, postavil za nadzornika mestne tržnice. Toda ljudstvo ga je na tržnici pohudilo in je umrl, kakor je bil govoril Božji mož, ko je prišel k njemu. Se pravi, če ne verjameš, ne boš del tega. Amen? A ni Jezus rekel, ko pridem nazaj, a bom najdu vero. Amen? Rekel, bom najdu ljudi, ki verjamejo. Haleluja. To pomeni, da najbrž bo ful enih stvari prišlo proti nam in nas bo hotel ful prepričati, da ne deluje. Da pač svet je premočen, preizkušnje so prehude, ljudje so močnejši od nas, stvari so pretežke. Ne to verjeti. Vedno, ko to verjameš, narobe verjameš. Amen? Vedno, ko si negativen, nekaj narobe verjameš. Amen? Vedno, ko si depresiven, nekaj narobe verjameš. To moš vedeti, haleluja. Kaj je Božje kraljestvo? Ni jed in pijača, ampak pravičnost, mir in radost v Svetem Duhu. Če sem jaz to izgubil, pomeni, da nekaj moram spremeniti. Amen? Haleluja. A je kaj, kar lahko spremeniš? Dajmo si pogledati še enkrat te 4 točke od Gobovcev in ena dodatna od Elizeja. A imaš vero? Prvič, če bi rad videl rešitev, če bi rad sprejel rešitev, rabaš vero. Haleluja. Amen. A rabaš več vere? Če rabaš več vere, si vzem čas za Boga. Amen. Preživ malo časa več z njim, pa v njegovo besedo pojdi. Ker po Kristusovi besedi pride vera. Drugič, odmakni se od mrtvih stvari. A so kakšne stvari, ki te uničujejo v tvojem življenju? A so kakšni toksični odnosi v tebi? A so kakšne zveze v tvojem življenju, ki so zveze smrti, ne pa življenja? Odmakni se od mrtvih stvari. Oni so rekli, če ostanemo tukaj, bomo umrli. Odmakni se od napačnih idej. A imaš kakšne stvari, kakšne trdnjave v svojem umu, zaradi katerih pol zgubljaš blagoslov? Odreči se jih. Amen? Mi v 2. Korinčanom 10:3-5 prav orožje našega bojevanja ni meseno, ampak ima v Bogu moč, da zrušimo trdnjave, da uničimo vsako miselnost, ki se dviguje proti spoznanju Boga. Amen. Vzem kontrolo nad svojim razmišljanjem. Haleluja. Da vse mrtve stvari ven iz svoje glave. Amen. Ko vidiš, da si začel gravitirati v temo, daj to ven. Haleluja. Amen. Ko imaš idejo, da tebi ne bo uspel, daj to stran. Haleluja. Ko imaš idejo, kdo te vse koliko si uničen zaradi koga, koliko ne moreš temu pa temu odpustiti, da je to ven, haleluja, amen? Da vse slabe ideje, da je stran. Amen? Bod človek, ki se odbije od tebe, vse, kar ni od Boga. Amen? Mrtve stvari se morajo odbiti od tebe, haleluja. Reč svojemu sosedu, odmakni se od mrtvih stvari. Druga točka od Gobovcev. Bog bo povzročil, da boš dost večji, kakor si. Da boš dost močnejši, kakor si. Bog povzroči, da si dost boljši, kot si v resnici. Zakaj? Ker je Jezus v tebi. Amen. Večji od njega, ki je v svetu. Amen. Hudič v svetu, Jezus v tebi. Haleluja. A ne piše, podredite se Bogu, uprite se hudiču in pobegnil bo od vas. Razumeš? In tukaj je beseda teror. Da hudič bo teroriziran od nas. Bo pobegnil k v teroru od nas. To, zakaj? Ja, ne zaradi mene, pa tebi, zaradi Jezusa. Amen? Ker ga je Jezus premagal. Haleluja. On se lahko prepira s tabo pa s tvojim umom, ampak ne more se z Jezusom. Amen? Zato vedno dvigan Jezusa. Amen? In to Bog povzroči. To je sinergija, ki jo imamo z Bogom. On povzroči, da smo 1000-krat večji v duhu kot v mesu. Amen?
v duhu kot v naravnem, haleluja. In zato je rekel, pišejo na koncu Markovega evangelija, oni so šli, posod so oznanjevali in Bog je z njimi sodeloval. On je bil v sinergiji, tukaj beseda z njimi, in Bog, piše, je izvajal znamenja in čudeže, haleluja. Amen. A rabiš kakšen čudež? Bo tu v sinergiji z Bogom. Amen. Vsak čudež je na polici pripravljen za tebe, ko greš v akcijo, da se sproši, haleluja. Tretja točka, ne pustiti pohlepan, ko te Bog blagoslavlja. Rekli so, ne delamo prav. A se spomnite prilike iz talenti? Jezus da razdeli talente. Prav, kupčujte, dokler se ne vrnem. In človek je dobil samo enega, ga je skril, ga je zakopal. Ne zakopati svojih blagoslovov. Amen. Jaz sem bil zadnjič ful vesel, ko sem videl en ful dragocen predmet. Na enem videu, ko sem gledal enega mlajšega brata, ki je v veri, ki je pridigal in je imel en ful zelo dragocen predmet, ki sem mu ga jaz podaril. In se spomnim, ko sem bil pri njih na obisku in mi je Bog govoril, naj mu to dam. In mi je bilo ful težko, ker jaz sem šel to v Ameriko kupiti. In pol mi je bilo ful težko, ampak sem dal pač. In pol pač prvi dan je še v redu, ker je maziljenje, pa pol drug dan sem pa mislil, to sem pa res zamočil. To pa res, lahko bi se malo bolj kontroliral. Ne smem biti toliko emocionalen. Ampak pol, in dostkrat je tako, ko poslušaš Boga, amen, si vse zmožen, drug dan ti je pa slabo pol, ko vidiš, koliko imaš manj denarja na računu in tako naprej. Ampak ostani v veri, amen. Ne biti pohlepen. Zakaj? Ko daš, je dvojni blagoslov. To je nadnaravno, cirku. Jaz, ko sem ta predmet v tem bratu zagledal, sem bil ful vesel, haleluja. Jaz sem bil ful, wow, a to sem jaz naredil, haleluja. Hvala ti, Jevse, da si mi toliko blagoslovil. In sem bil nenormalno zadovoljen. In pa sem takoj začel razmišljati, kaj bi še lahko komu podaril, ki je bil toliko dober feeling. In pa sem razmišljal, koliko slabo bi bilo, da bi to imel za sebe. Koliko boljš to na njemu zgleda, kot na mene. Amen? Koliko bolj tvoj dar dosti bolj zgleda v življenju nekoga drugega, kot v tvojem življenju. Amen? To se zavedi, haleluja. Ko te hoče po hleb zagrabiti, se zavedi, da vse, karkoli si investiral, karkoli je šlo ven iz tebe, da si nekoga blagoslovil, sta dva blagoslovena, ti in on. Je dvojni blagoslov. Amen? In sploh ne veš, kakšen blagoslov bo še dobil nazaj. Ker danes je Benga govoril, da dokler zemlja pa ne bo obstajata, bo zakon sejanja in žetve obstajal. Amen? Sprav, ti si sprostil seme. Amen? Pohleb ti pa hoče ukrast žetov. Zato, ker nekaj daš, wow, tvoj dar dobi čist druge razsežnosti. Amen? Ti lahko nekje prav pridobivite si prijatelje za večnost z mamonom. Se pravi, jaz rekel, še denar lahko uporabiš, da si pridobiš prijatelje za večnost. Wow, haleluja. Amen. Jaz sem gledal eno novinarko, ki je ful pluvala enega božjega služabnika, kako ima zdaj avion, pa gor in dol. In pol je razložil, koliko milijonov ljudi je dosegel za Jezusa in kako bi to ne bilo nič od tega mogoče brez aviona. In pol je rekel, če mogoče ve tudi to, da je samo letos investiral 20 milijonov v ljudi, ki nimajo dosti denarja. Pa če ve tudi to, da je denar dobil zato, ko mu je Bog rekel, katero parcelo kupiti, ki je na nje nafta. Haleluja. Amen. Jaz verjamem, da če bodimo ljudje, ki smo blagoslov cerkvu. Zavezo ima Bog z nami, cerkev. Abrahamova zaveza po Jezusu Kristusu se nadaljuje
In ta zaveza ni šmel glih prav, koliko rabiš. Ampak ta zaveza je, da boš blagoslovljen zato, da postaneš blagoslov. 1. Mojzesova 12. Se pravi, Bog ima z nami zavezo, ker hoče, da mi postanemo blagoslov. Amen. Oče, jaz molim, da vsi napredujemo, haleluja. Brez pohlepa, brez srebroljubja, zato da rastejo naši darovi, haleluja, kot sad pravičnosti, Oče, haleluja. In zadnja točka, ne zavlačuj v delanju dobrega. Ne reči jutri. Oni so rekli, kaj za nas bo zadela, če bomo do jutri čakali. Amen, nikoli ne čakati, haleluja. Vedno, ko veš, da nekaj lahko dobro, ko narediš, naredi. A veš, kaj je definicija greha, kateri noben ne more ubežati? Je v Svetem pismu piše, da ko veš, da bi nekaj dobrega naredil, pa nisi, že to je greh. Amen? To pa, haleluja. Imamo vsak dan priložnost ne grešiti. Recimo sedu, ne zavlačuj. A veste, da če nič ne naredimo, je narobe. Eni ljudje mislijo, nič ne bom naredil, pa ne bom kriv. Si kriv, glih zato, ker nič nisi naredil. A razumete, če pravični nič ne naredijo, vladajo hudobni. Amen? Tvoja pasivnost odpira vrata hudobnim, da delujejo. Amen? Mi ne smemo zavlačevati cerkev. Mi moramo uporabljati, kar nam je Bog dal. Amen? Dajmo širiti dobre stvari, haleluja. Amen? Bodimo luč, bodimo sol. A veš, da vera brez del je mrtva, haleluja. Amen? Dajmo aktivirati svojo vero, haleluja. Oče, hvala ti. Oče, dajmo sprejeti danes. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Oče, haleluja. Oče, jaz molim, da bo živa vera v nas, haleluja. Ne bo živa vera v nas. Oče, karkoli, kjerkoli laži so nam zamračile v imenu Jezusa, mi jim zapovedujemo, zapovaj svojem umu, haleluja. Vsem lažem v svojem umu zapovaj, da se odstranijo v imenu Jezusa. Ven iz mojih misli, haleluja. Jaz ne sprejemam laži sovražnika, haleluja. Jaz se odmikam stran od vseh mrtvih situacij, haleluja. Jaz grem stran od mrtvih stvari, haleluja. Oče, danes lomo vse napačne duševne zvezanosti, haleluja. Vse mrtve vezi, ki ne prinašajo sadu, haleluja. Oče, vsi prijatelji v našem življenju, ki smrt prinašajo, ne bo zdaj odrezani od nas v imenu Jezusa. Jaz te kličem v pravilne odnose v imenu Jezusa. V imenu Jezusa kličem te ven iz vsake mrtve stvari. V imenu Jezusa, haleluja. Haleluja. Mi ne bomo tukaj ostali, mi gremo naprej v življenje. Haleluja. Mi ne bomo ostali v stvareh, ki nič ne rodijo sadu, haleluja. Hvala ti, Jezus. Jezus, ti si preklel smoko, ko ni rodila sadu. Mi preklinamo vse v naše življenje, ne se posuši in odpade od nas. Vse, kar nam krade blagoslov, vse, kar ne prinaša sadu, naj zdaj odpade. V imenu Jezusa. Oče, česarkoli se oklepamo za svoje preživetje, kar sploh ni tvoja volja, naj zdaj odpade v imenu Jezusa. O, haleluja, mi hočemo več. Danes sem se glih spomnil, ko mi je Aleš Perko kitaro popravljal. Midva se od baterijo iskala, ko je sploh ni. In pol, ko je šel z roko not, jo ni mogel ven dobiti, rekel, lej, tako je una opica. Amen, cerkev, ti moraš spustiti, da lahko roko ven potegneš. Amen. Poznate un vic, ko opica ne more roke ven dobiti, ker noče spustiti tiste žogce. Ali kokosa, to še boš. Recimo mu sosedu, spust kokos. Spust kokos, hale. Spust ga v imenu Jezusa. Karkoli te veže, spust.
Ko ti bo roka zgnila. Razumeš, da kokos ni nič, Bog ima cel drevo zate. Amen, boš imel ful kokosov za celo vas, haleluja. Amen, to je blagoslov. Pohlepe pa, daj mi kokos, to je zame. Spust ga, haleluja. Spust mrtvo stvar. Spust pohlep, haleluja. Oče, osvobod nas strahu, revščine, haleluja. V imenu Jezusa. Jaz molim, da nas osvobodiš srebroljubja in duha revščine. V imenu Jezusa, da lahko res zažarimo v dajanju, haleluja. Oče, da se ful širimo, Oče, da se širijo sadovi našega dajanja, Oče. Oče, da zaveza, ki si jo ti z nami sklenil, da osvoji cel svet, haleluja. Oče, da nam nič ne bo težko, haleluja. Hvala ti, Oče. Reš nas vsega zavlačevanja v imenu Jezusa. Oče, vsaka pasivnost naj se odstrani od nas. Šikara basaka tarala bakaja. O, haleluja, ne bo naš duh oster, haleluja. Da takoj se upognemo tvoji besedi, haleluja. Da takoj poslušamo tvojo besedo in rodimo sad, haleluja. Hvala ti, Oče. Hvala ti za tvojo ostrino, Oče. Oče, tako, ko se nož na brus našega duha danes tvojo besedo, haleluja. Hirabasaka taralabaka taralabakaja. Hirabasandara bartele rebekita rabakata rabakaja. O, haleluja, dajmo malo moliti v jezikih, haleluja. Kdor mol v duhu sebe izgrajuje, haleluja. Ko moliš v jeziku, si tako predstavlji, da gre pasivnost ven iz tebe. Predstavlji si, da bolj oster ratuješ, da je tvoj meč bolj oster. In ko je meč oster, z eno besedo, haleluja, prinese rezultat, haleluja. Hirabasaka taralabakata rabakaja. Hirabasaka taralabaka taralabakira bosende rebertida rabaka taralabahaja. Hirobosoko torolobošikara labaka taralabakaja. Ja, Oče, sveža vera, haleluja. Sveža vera, hirabasaka taralabaka tarabakaja. Vera z deli, haleluja. Vera, ki proizvaja nadnaravna dela, haleluja. Šikarabasaka taralabakaja. O, haleluja. Vera, Oče, šikarabasika taralabakaja. Oče, ko udreže stran, haleluja, mrtve stvari, haleluja, duševne stvari, hirabasaka taralabakaja, hirobosoko toroloboko torobokoja. Hvala ti, Oče, za tvoj blagoslov nad nami. Hvala ti, Oče, da si nas poklical, da prinesemo rešitev, haleluja. Oče, da se hočeš proslaviti v tem narodu, haleluja, Oče. Da ti nič ni pretežko, haleluja. Šikarabasaka taralabaka taralabakaja. O, haleluja, Oče. Haleluja, hvala ti, Isus. Hvala ti, Oče.